Lep dober dan želim vsem skupaj, tukaj v studiu in vsem na Zoomu, kjer smo se zbrali na 27. srečanju članov društva Belis za namen ozaveščanja situacije in iskanja optimalnih rešitev iz te kronske COVID travme. Kaj se vse dogaja, človek težko verjame. Najprej bi pogledali zapisnik. Jaz sem vam ga poslal na elektronski naslov vsem, verjetno ste ga prebrali in me zanima, ali ima na zapisnik iz prejšnjega srečanja kdo kakšno pripombo. Tako da, če ima kdo kakšno pripombo, vključite mikrofon, povejte, bomo popravili, če se strinjate, potem ga potrdimo in gremo z našim izvajanjem naprej. Ste ga prebrali? No, vidim, dober. Ima kdo kakšno pripombo? Nima pripombe nihče, kaj pa tle v studiu? Ja, Borut? Smo prebrali, je vse naredilo, se strinjamo. Iskrena hvala vsem, dobro. Potem rečemo zapisnik sprejet in ga damo v arhiv kot potrjenega. Odlično. Če ste opazili, sem v tem elektronskem sporočilu, ki sem vam ga poslal, pripravil v tem tednu nekaj novih formularjev. In bi zdaj v tej minuti, preden začnemo, samo preletel formularje in vam povedal nekaj teh novosti, da se boste znali s tem spopasti. Se pravi, naredili smo formular izjava o prepovedi ugotavljanja PCT. Namreč, ko sem jaz prebiral odlok o načinu ugotavljanja izpolnjevanja pogojev prebolevnosti, cepljenosti, testiranja v zvezi z nalezljivo boleznijo COVID, sem prišel do drugega odstavka 2. člena tega odloka z dne 4. avgusta 2021 in piše v drugem odstavku, ga bom kar prebral, preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT iz prejšnjega odstavka oseba iz prejšnjega člena opravi, kadar je iz dejanja oziroma ravnanja osebe, za katero se preverja izpolnjevanje pogoja PCT, mogla zanesljivo sklepati, da je privolila vpogled v svoje osebne podatke. Se pravi, če ti ne privoliš vpogled v svoje osebne podatke, te nihče nima pravice spraševati za PCT. Ne direktor, ne varnostnik, pri nobenem vhodu, nikjer, nikoli nihče. Ampak morate jasno dati vedeti, da ne date vpogleda v svoje podatke. To pomeni, da formular s to izjavo, ki ima tukaj gor tudi 3 QR kode, se pravi, se s prvo kodo tukaj pojavi ta odlok, ki si ga lahko na licu mesta nekdo preko mobilnega telefona pogleda, potem za maske, tudi za maske vas ne sme nihče zahtevati, ker je to zdravstveni podatek. Ko sem se peljal danes sem na to naše srečanje, sem razmišljal po poti in sem se spomnil iz svojega poklica. Imamo 3 poklice. Duhovnik, zdravnik in odvetnik. A veste, kaj je zanimivost in kaj je skupnega tem 3 poklicem? Ja. Ja? Volja do denarja. Volja do denarja, pravi. Odlično, volja do denarja. Ja, odlično. Jaz pa vam pravim, vsi ti 3 poklici imajo nekaj skupnega in sicer imajo zakonito predpisano molčečnost. Molčečnost. No, zdaj ta molčečnost, mislim, v korona krizi vidite, kakšna je, da te lahko varnostnik o tvojem zdravju sprašuje, si pozitiven, si negativen, vsak šofer na avtobusu, blagajničarka, skratka, ravnatelj otroke sprašuje po zdravju in starše, preden pridejo k otrokom v šolo ali pa na roditeljski sestanek,
katastrofa, se pravi, starš ne more na roditeljski sestanek pride, dokler se ne izkaže s PCT, sem videl pisma zadnjič, so mi starši pošiljali in spraševali, kaj naj naredijo. Tole naredite, da ne dovolite vpogleda v, kaj je zdaj to? Azim, jaz imam predavanje, oprosti, ne morem ti zdaj govoriti. Ok. Ljudje kličejo, vmes ne vejo, dober je. No in potem je v tem formularju nadaljevanju obrazložitev in sicer na koncu pa še ena QR koda, čisto na koncu, kjer se ta formular lahko avtomatsko množi. Če vključite to QR kodo, se vam odpre ta formular in ga lahko delite s svojimi znanci, prijatelji, tako da je tudi tako narejen, da se lahko sam razmnoži. Potem imamo formular zahtevo za seznanitev s podatki v Schengenskem informacijskem sistemu v Sloveniji. To je formular, ki sem ga tudi poslal z vsem potrebnim, da vi lahko, če ste šli čez mejo in so vam tam napisali, se pravi tisto potrdilo, ki sploh ni nek dokument, niti nima glave, ne ve se, kdo ga je zdal, policist niti ne da štempla, niti podpisa, vse skupaj izgleda, ker te, ne vem, ne bom imenoval, ničemer podoben papir, ampak s tem, ko vas je policist na meji podpisal, vi niste dali konsenza, da lahko vaše podatke uporablja za kakršenkoli drug namen, kot za to, ki greste čez mejo. S tem je policist naredil velik prekršek, ker je uporabil brez vašega dovoljenja podatke in jih posredoval naprej Ministrstvu za zdravje, pokolikor niste podpisali tistega potrdila. Če ste ga podpisali, ste se strinjali s tem potrdilom. In če ste se strinjali in nimate informacije, kako in kaj naprej, vam povem, obstaja 616. člen v obligacijskem zakoniku, kjer lahko vi tak podpis prekličete v roku 8 dni in reklamirate obrazec, se pravi ta obrazec, ki ste ga dobili, pošljete policiji nazaj, da preklicujete podpis. Kaj bodo naredili naprej, ni več vaša stvar, vi ste ga preklicali. Ok, toliko to. Ja, fino je tudi ta seznanitev s podatki v Schengenskem informacijskem sistemu. Je zelo v redu, da pošljete v bistvu to policiji, da vidite, kako so vas v računalniku označili in zahtevate izpis. Zakon o varstvu osebnih podatkov namreč ima zakon, kjer lahko vse povsod, v vsaki ustanovi zahtevate izpis dokumentov, kjer se nahaja vaše osebno ime. Naslednja stvar. Naredili smo kartice, če bi kdo hotel imeti, se lahko oglasi tlele v centru, v Ljubljani jih imamo. Če bi kdo želel jih dobiti malo več, naj mi sporoči, kolikor jih imamo na voljo, vam jih lahko tudi pošljem za vaše otroke, za vas, da se izkažete s kartico in pa seboj imate tudi dokument, ki pa je zadnja objava na moji Facebook strani, si ga lahko snamete. Tle so pa podatki in zakonska podlaga, kot tudi na kartici, za nenošenje obrazne maske. Nihče vas ne sme v to siliti. Zakon o pacientovih pravicah je jasen. Zdravnik podatka ne sme dati, vi ste bili pri zdravniku, maske ne smete nositi, zdravnik ne sme nikomor povedati, zakaj ne je vaša dolžnost, pa tudi ni, da razlagate komorkoli zdravstvene podatke. Zakon je na naši strani, nihče vas ne sme za to sankcionirati. Naslednja stvar, ki je formular, zelo zanimiv, priprava biometrijskih ukrepov. Marsikdo pride v službo in mu nastavijo tisto pištolo tlele gor in mu merijo temperaturo. In sicer to je zelo neprijetno, ker ti podatki z vašo fotografijo grejo izven firme, izven podjetja. Zdaj, če imate v pogodbi, da vaši podatki lahko odtekajo iz šole, iz podjetja, kjerkoli ste že zaposleni, ok, če ste dali ta podpis, če ga niste dali, potem je treba narediti prijavo kršitve za varstvo osebnih podatkov informacijskemu pooblaščencu in ta formular je tudi
poslan po elektronski pošti vam vsem. Tako da si ga snemte in prijavite zadevo. Nadalje sem dal formular prepoved oziroma dovolitev razkrivanja zdravstvene dokumentacije in sporočanja informacij o zdravstvenem stanju. Glejte, to je prepoved, kjer vi podjetju, šoli, s komorkoli imate poslovni stik, dajete prepoved razkrivanja zdravstvene dokumentacije, pošljete to na IAZ svojemu osebnemu zdravniku, da je to že po zakonu jasno, ampak tukaj še izrecno dajete prepoved. Ko date takšno prepoved, imate izhodiščno točko za kazensko ovadbo oziroma za tožbo. In še nekaj, vsi delamo za kruh, nekateri ste odvisni od delodajalcev in jaz sem 14 dni nazaj objavil en člen, zakon o delovnih razmerjih, v 43. členu piše zagotavljanje dela. Prebral bom ta člen v 2 odstavkih. V prvem odstavku delodajalec mora delavcu zagotavljati delo, za katerega sta se stranki dogovorili v pogodbi o zaposlitvi. Se pravi, pogodba, dragi moji, je alfa in omega. V pogodbo ne more tretja oseba posegati. Zato, ker tretjega podpisa na pogodbi ni. Okay? Točka 2. Če ni drugače dogovorjeno, mora delodajalec delavcu zagotoviti vsa potrebna sredstva in delovni material, da lahko nemoteno izpolnjuje svoje obveznosti in mu omogočiti prost dostop do poslovnih prostorov. Ne pa, da te pričaka varnostnik s PCT-jem. Nedopustno, glede na to, kar sem zdaj vse povedal. Na kratko o tem, se pravi, to je teh 15 minut začetnih. Danes pa imamo nadaljevanje prejšnjega srečanja in sicer imamo gosta. Rajko je že z nami, že čaka, da bo z nami spregovoril. Se je že čisto zagrel. Danes si že krompir pobiral vsi. Priden fant. Ok, zadnjič smo govorili o odnosih v današnjem času in sva prišla nekako komaj ene, bom rekel, dve alineji, in sicer odnos do sebe in pa rušenje odnosov na začetku, se pravi rušenje odnosov, odnos do sebe, do zdravja. Danes bomo pa do hrane govorili in krompir si že pobiral. Danes imamo do zdravja. Zdravja, ok. Danes imamo, se pravi, odnos do zdravja. Hvala, ki si me popravil. Ja. No, mislim, zelo v redu je, da te stvari imamo v sebi razčiščene, da znamo o tem razmišljati nekoliko drugače, pa recimo človek, ki ima 26 let prakse, o tem zagotovo ve kaj vedeti, zato te, Rajko, sedaj povabim, da se postaviš tukaj pred kamero, jaz se bom tle usedel in začneva z to najino zadevo. Ja. Zadnjič se že predstavil, to je že vse na videu, tako da že vemo, s kom imamo opravka. Evo, danes te pa povabim, da nadaljuješ s to temo, kjer sta zadnjič tudi ostala. Dobrodošel. Hvala lepa. Ja, če bi jaz zdaj nadaljeval čistko v enem prostem stavku, bi povedal to, da če enkrat zgubimo odnos do sebe, potem zgubimo odnos do vseh odnosov. Zato je tudi odnos vseh odnosov odnos do sebe, kar pomeni, če sem jaz sam sabo, sem tukaj zdaj v tem trenutku, sem v enosti, sem prisoten, se pravi, nisem odsoten, nisem neki drugi z mislimi, pomeni, da sem jaz tukaj zdaj v tem trenutku s tabo, z našimi člani in s to tematiko, o kateri se pogovarjamo. Se pravi, ta trenutek te prisotnosti sem potem v odnosu do vsega, kjer je zavest prisotna in kjer zavest dejansko, dajmo reči, provocira smer. Da se potem lahko skupno pogovarjamo v tej smeri, ker karkoli bo proti vesti, bo zelo težko, bi rekel, skomunicirati v tem kontekstu, kar rečemo celostnem pogledu. Kako bi ti definiral vest v tem kontekstu? Zavest bi dejansko, ne bi jo niti definiral, ampak vest kot zavest, kot dušo bi dejansko opredelil kot
osnovo našega obstoja, sploh bivanja, osnovna energija. Se pravi, če smo mi odsotni, se mi odmaknemo od svojega lastnega vira in zaradi tega smo tudi brez energije, to, kar smo tudi zadnjič povedali. In odnos do zdravja, odnos do hrane, do vseh pač odnosov, zelo težko. Te odnose zelo težko vzpostavljamo, če smo brez energije, ne? Ker ta energija, ki jo imamo po vesti, zavestno, tukaj zdaj v tem trenutku, pomeni, da imam jaz voljo in namen. Tisti trenutek, ko prevladuje prisotnost, prevladuje volja in namen. Zdaj, kaj je volja, kaj je namen? Eno je energija, eno je pa smer. Namen je smer, volja je energija. Če smo brez enega ali drugega, imam voljo, nimam namena, imam namen, nimam volje, si dejansko na sredini. In teh ljudi je zdaj zelo veliko in se zaradi tega zelo težko tudi odločajo in njihovi odnosi so zdaj rušeni, ker so dejansko brez energije, ker ne morejo biti tukaj zdaj v tem trenutku in je nekaj drugega bolj pomembno kot to, da se dejansko družijo sami sabo svojo lastno vestjo. Se ti zdi, da so ti plačani oglasi, ki so zdaj že slabi 2 leti, vrtijo? Torej, jaz sem dobil informacijo, da je dejansko Dnevnik kompletno, kar se prenaša v zvezi z korono, ukrepi v Sloveniji, da so plačani oglasi v 45 do 60%, vsa poročila plačana. Dobil sem pač to informacijo od glavnih urednikov. Ali nas te informacije, ker te slike in vse to, kdor pač gleda in ni malo ljudi, ki spremljajo dnevne informacijske oddaje, oddaljuje od zavesti pa od samozavedanja oziroma od sebe v te slike noter in nas oddaljuje od tega? Jaz bi rekel tako, da tisti ljudje, ki čutijo, tisti ljudje, ki so že dolgo v stiku sami s sabo, se pravi dolgo, govorimo o 10 letih ali pa zadnjih 20 let, zadnjih 10 let, kolikor je pač človek star, kolikor je pač na tem svetu, ker tudi otroka podcenjujemo, otroka, koliko je stara duša, zelo težko rečemo. Prav ta otrok, ko gleda svojega središča in čuti svojega središča, mi se s tem središčem stikamo z njim in dejansko katerokoli bitje, ki v tem trenutku dejansko sledi neki stvari, čuti, da nekaj ne štima. Čuti, da nekaj ne štima, kar pomeni, da hoče širšo sliko, zaradi širše slike je potem moja informacijska dolžnost, oziroma moja dolžnost je, da iščem informacije. Išči našel, boš trkal in odprlo se ti bo. Ja. Tisti ljudi, ki zdaj dejansko samo priklopijo televizijo, priključijo radio in poslušajo en vir, so osiromašeni, definitivno so osiromašeni. Zakaj? Zaradi tega, ker so oni, to, kar smo zadnjič rekli, kdo so oni so dejansko ustvarjali ta vir zase. In če ustvarjajo ta vir zase, potem moramo imeti nek vir imeti zase. Našega vira trenutno ni, razen socialnega omrežja, pa še ta je blokiran, zlagan, sem in tja tudi zmanipuliran. Ampak dejansko se je treba boriti v teh živih skupnostih, to, kar se zdaj tudi pojavlja, te vaške skupnosti in tako naprej, da se mi srečamo, vidimo, pogovorimo, definiramo in dejansko na nek način izrazimo resnico. Ker kaj se dejansko do danes dogaja, če smo že pri medijih? Ta udor na RTV, ki smo pričali danes na medijih, je informacija od ljudi, ki so bili prisotni, popolnoma drugačna. Tako je. In če popolnoma drugačen, jaz nisem bil žal tam, ker sem na druge obveznosti, ampak to pomeni, da smo mi zmanipulirani skoraj na vsakem koraku s kakšnim namenom, je z namenom agende, z namenom realizacije tega, kar smo zadnjič rekli, da želijo ta celo ustvariti, ne glede na kakršenkoli posledice. Z glavo skozi. To se točno vidi, res je. In tukaj imam občutek, da ljudje, ki čutijo in tisti, ki so se ukvarjali sami s sabo in imajo nek odnos do sebe oziroma do svoje lastne opredelitve, da imajo to voljo in namen, potem jim ne zmanjka ne volje, ne namena, da iščejo, primerjajo, se pogovarjajo. In v tem času pač je treba, glede na to, če je samo sum na življenje in smrt, se pač poglobiš in si odgovoren do sebe, ne do drugih. Prvo do sebe. Si sem potem tudi odgovoren do svojega otroka, do vnuka, do svojih bližnjih in tako naprej. Se pravi, kar se je to pot do zdravja, se pravi, je prva stvar ozavestiti samega sebe, odnos do sebe in ta odnos do sebe potem zrcali, odnos do drugega in tle znotraj potem naprej. Definitivno. Jaz sem imel včeraj, mogoče sem še to urinem, včeraj sem imel eno predavanje, in sicer predavanje za cirka 35 ljudi, starejši ljudje, z izkušnjami ljudje, tudi z določenimi problemi ljudje, kjer je ena gospa pač predvsem mi povedala, da določene zadeve glede zdravstvenega odnosa, da zdravstvo ima pravico povedati samo zdravnik.
Zdaj, če smo iskreni do sebe, odnos do zdravja mi ne bo razlagal zdravnik. Pika. Tako je. In odnos do zdravja ne bo razlagal zdravnik. Zakaj? Zato, ker ne pozna odnosa do zdravja. On mogoče lahko razglablja o zdravju, o problematiki, ki je problem črevesja, srca, ne vem kaj še vse, to je določena stroka, ki bo o tem povedala, ampak odnos do zdravja ga nimamo. In ga nismo niti izgradili nikoli v našem okolju, ampak ga imamo sami do sebe. Kaj je zame zdravje, kaj je zame vitalnost, kaj je zame volja, namen, kako jaz čutim, da sem brez energije in zjutraj ostanem rečem, sem brez energije. Čakaj malo, kam je pa šla? Ker če sem dlje časa brez energije, kaj sledi? Sledi bolezen. S isto boleznijo, s to posledico grem k zdravniku, ki bo zdaj ugotavljal, kakšno tableto mi bo dal, pa lepo prosim. In tukaj se zdaj ljudje ciklajo v tem vzorcu, to bo nekje v 6. predavanju, ko se bo pogovarjalo o vzorcih, to so vzorci, ki so nam jih dejansko zmanipulirali do te mere, da mi ne znamo brez tega vzorca več niti razmišljati, niti čutiti. Ker nismo z vzorcev, če je narobe, laufaš zdravniku. Ne, če je nekaj narobe, ti moraš vedeti, kdaj je že prvi trenutek, ko je nekaj narobe. Če sem jaz zjutraj vstal in sem brez energije, kam je za Boga šla? A je to nespečnost, ker ne spim? A je to mogoče kakšna problematika, ki je manj, ki je nerazčiščena? Dejansko mi vemo, da se nekaj dogaja. Sem šlepamo se na neko osnovo, se bo boljš, 3, 4 dni, 5 dni, 6 dni, ko je otrok brez energije, mi ga peljemo k zdravniku. A se ti zdi, da so tele ukrepi, ki so, da nam pijejo energijo in se oddaljujejo od samih sebe? Kaj narediti v takem primeru, ko si prizadet za informacijo, ki pride do tebe, ki jo slišiš, ki se te dotakne in si ti empatično v bistvu posvetiš tej informaciji in izgubiš sebe? Kakšen je recept, da ostaneš priseben pri zavesti? Tukaj se bom navezal na tisto, kar so zadnjič rekla. Kako je pomembno imeti nekoga ob sebi, ki ga čutiš in čuti on tebe. Koliko je ta srčni odnos, to socialno bitje človeka, ta stik, ta poslušnost, čuječnost, srčnost, to, če se ne strinjava, to, da se ne strinjava, ne pomeni, da se sovražim. Ampak se ne strinjava, da jo probate razčistiti, zakaj gre. Ne? Ampak če imamo človeka ob sebi, ki te nekako na neke stvari spomni, te purine, te na nek način provocira, ali to, kar so zadnjič rekla, če si nalit s 3-4 piri, da bom rekel kot prijatelj, lej, Mihajl, daj mi ključ od avta, bom jaz to vozil. Ne boš. In ti ne bom dovolj voziti, zakaj ne? Zaradi tega, ker ti želim dobro. Takrat me boš mogoče sovražil, ker ne boš niti vedel, da me sovražiš, ker si to kot sotok. In tukaj se zdaj srečamo s tem, kar sprašuješ, dejansko gre za odnose med ljudmi, dejansko gre za medsebojne odnose, zato so tudi tisti film imenovana zadnjič, ker tam se v teh odnosih zelo govori tudi o hudobolnih ljudeh, kako se približati in kako funkcionirati, pa zdravim je to lažje. Sem vprašanje, koliko smo zdravi? To je vprašanje, ne? In zdaj v tem trenutku, ko smo v neki situaciji, ko ljudje že malo naslepo odločajo, nismo prav zdravi, v narekovaju. In tukaj je zelo veliko do tega, da imaš nekoga, s katerim se lahko pogovoriš, da imaš nekoga, da iščeš neko rešitev, da mogoče skupaj iščete neko rešitev in sami včasih ne moremo, oziroma zelo pogosto ne moremo, lažje je v skupnosti, zato so skupnosti tako strahotno pomembne, zato jih hočejo razbiti in nas dejansko usmerjajo na delo na domu in ne vem kaj še vse, da smo dejansko čim bolj razpršeni. Razkrojeni, točno to. In tukaj je žal večina nasedla, zakaj? Ker so odsotni, ker se v življenju niso ukvarjali sami sabo in jim je bilo nekaj zelo pomembnega, da sebe niti ne poznajo. Ker ko se vprašamo, kdo si, jaz te nas sprašujem, a si ti Mihajl Belis, koliko si visok, težek in tako naprej, kaj si bo poklical? Kdo si? Kdo si? Kdo sem? Mene je na sodišču, ko sem bil, sodnica vprašala, ali ste vi Mihajl Belis. Sem rekel, to nisem jaz, to je moje ime. In na koncu mi tudi soditi ni mogla, zato ker ne ve, kdo sem jaz, če še jaz sam sebe raziskujem. Se pravi, moja oznaka, moje ime je nekaj drugega kot jaz. Jaz se ne smem enačiti s tem, tako kot ne z zunanjimi slikami. Pač to mi je bilo dodeljen nek znak. In zdaj nas enačijo s to korono, vsi smo bolniki, vsi se moramo cepiti, saj ni res, sploh ne vejo, kdo, v bistvu, v jedru, kdo smo ljudje. In nas hočejo te robote narediti, ta transhumanizem, to je grozna stvar, kar se zdaj dogaja. Prisoten človek ima odnos do sebe in s tem konkreten odnos do zdravja. Zaveda se celostnega pristopa duhovne, psihosocialne in fizične ravni, vzrokov in posledic. Kakšen bi bil v zvezi z zdravjem tvoj najboljši napotek za vse nas
In kje so tisti ključni elementi, ki bi nas pripeljali spet nazaj do samega sebe, do neke holističnega pogleda na zdravje? Tukaj jaz ne bom tople vode odkril, ampak se bom preusmeril na tisto tradicionalno gledanje na človeka in njegovo zdravje. Tradicionalno pomeni, predno so se te manipulacije pojavile do te mere, da smo izgubili kontakt sami s sabo in ker se je ključna manipulacija zgodila, ko je prišlo na tem našem zahodnem področju do ločitve telesa in duha. Ko nekdo loči mene od sebe, me me je dejansko to, kar zdaj dosegajo s temi razcepljenostjo, razcepljenost, ker nas hočejo razcepiti, ker nas hočejo odtujiti od sebe in odrezati od sebe, so oni dejansko fizično to naredili, da si je cerkev prelastila dušo, telo si je prelastila medicina. Vemo, kam je to pripeljalo in tudi danes, recimo, greš zaradi telesa, greš k zdravniku, njega ne zanima, s čim se ti ukvarjaš, kaj je doma, kakšne težave imaš, kdo si ti kot človek celostno, ker on niti ne ve, da to obstaja, ker je pač šolan v tem, da njega zanima samo posledica in blaženje teh zadev, ki se posledično dogajajo, kar je tudi nekako ok, ne, do neke mere. Ampak na drugi strani doživljamo pa spet cerkev, ki si pa lasti dušo. In jaz imam občutek, oziroma, če se vračamo nazaj na to osnovno, pozabljeno, niti ne to pozabljeno, ker zdaj se to vse bolj oživlja spet. Recimo Švedska, sploh Skandinavija, Rusija, Kitajska se to zgublja. Ampak konec koncev, ko gledamo te tradicionalne pristope, tudi naše slovenske tradicionalne pristope, so delali holistično, celostno. Celostno pomeni, če hočeš ti obravnavati težavo človeka, ti se moraš obrniti k vzroku, k temu procesu, kaj se dogaja v tem času, ko zdaj prihaja do posledice. In posledica te pravzaprav zanima tukaj, da jo nekako blažiš, ampak greš k vzroku, da ga odstraniš. In mi pravimo, reševanje problemov je, oziroma zdravstvenih problemov je odprava vzrokov in posledic hkrati. To je zelo zahtevna zadeva. Moraš celostno pristopati in nimaš časa, da se ukvarjaš s 100 problemi ali pa 100 osebami na dan, tako kot imamo recimo v naši alopatski medicini, ker ta normativ, ki so jih dali 7 minut na pacienta, je to, da ti rečeš dober dan, pa da mu poveš, zakaj gre in on že piše recept. To smo mi ustvarili, to ni samo njihovo je navrženo, mi smo se s tem strinjali, se nismo štrajkali, da bi imeli dlje časa za prisotnost pri, ne bom rekel zdravniku, ampak pri blažilcu. In zdaj gledamo dejansko, koliko se oni ukvarjajo s hrano, koliko se ukvarjajo z odnosi, koliko se ukvarjajo s temi strupi, ki so jasno, da so prisotni v pohištvu, v tekstilu, v posodnji, zato ve. Pa ni nikoli odpoklic naredil pohištva in če se še vse, ki hlapi v naših stanovanjih non-stop, ker je to del agende, konec koncev. In ko govorimo o zdravju, moramo celostno pogledati, prav to, kar si na začetku rekel, psihosocialno, duhovno in fizično. Čeprav jaz rečem duhovno, psihosocialno in fizično. Ker od duhovnega je odvisno, kakšen boš fizični, od duhovnega je odvisno, kakšen boš psihosocialni. In tukaj pravzaprav prihaja zdaj do tega, da nekateri posamezniki pri nas, ki se s tem tudi ukvarjajo že dlje časa, dosegajo fantastične rezultate, da se zdaj okrog teh ljudi pojavlja neka skupnost, in je kar nekaj takih celostnih, rečemo temu, terapevtov ali ljudi, ki so pač sposobni tega pogleda. In je treba si vzeti tudi čas, da čarobna tabletka ne deluje v 10-15 minutah, mogoče res ne boli, ampak problem še vedno ostaja. Ta postopek celostni je pa dolgotrajen. Če si ti 30 let sebe dejansko raztural z alkoholom, z načinom življenja in vsem skupaj, ne pričakovati, da boš v enem dnevu, 2 dneh ali pa 3 dneh boljše, ker si se razsul. Tisto razsutost moraš ti sprejeti, da boš na osnovi te razsutosti ti si čas vzel, da boš na nek način odpravljal težave in prehajal v nek drug frekvenčni del svojega življenja. Pri nas imamo v Sloveniji se pravi službe, ki skrbijo za nacionalno zdravje. Pa recimo jaz sem zdaj bil pozoren večkrat odpoklic hrane iz trgovin,
In to se pravi, se na veliko govori in piše, kaj je zastrupljeno, kje so strupi v čokoladah, v jogurtih, ne vem, o čem. Tako. Na eni strani, na drugi strani pa je dr. Nada Hiti razkrila, kakšne so strupene snovi v cepivih in po tem vzoru je recimo Japonska 1,5 milijona cepiv odpoklicala. Zanima me, zakaj v Sloveniji, če ti poznaš razloge, na eni strani se gre v bistvu za hrano, ki je bistveno manj strupena, ki je naše telo v bistvu, ko gre skozi prebavni trakt, veliko lažje prebavi, z manj posledicami kot injekcija, ki jo dajo v levo roko in v bistvu naredijo trik in sicer tako, da ti dajo, recimo tlele, če ti dajo v roko, je to prevara kompletni imunski sistem. Ta snov, ki jo dobimo ubrizgano v telo, ki je bistveno bolj strupena. Zakaj? Zaradi tega, ker rečem, ta cepiva tukaj še niso priznana, še nimajo dovoljenja. To mi smo zdaj tle na velik eksperiment, testna faza, največji družbeni eksperiment v zgodovini človeštva se dogaja. Kako to spraviti skupaj in kdo je odgovoren za to, na eni strani, da te strupe forsira vlada, forsirajo mediji, in mi nismo o tem objektivno obveščeni. Kaj bi o tem odnosu do zdravja, bom povedal, te vladne stvari, ali pa kako bi ti zdaj to lahko nekako nam... Tukaj bi zelo težko odgovoril, tako da bi nek univerzalni odgovor dal ali pa neko čarobno palčko ponudil, ker tukaj gre za kompleksen njihov projekt, ki traja že stoletja. Tukaj je finalna faza, ker oni, tako kot je v agendi zapisano, želijo doseči neke svoje cilje, o tem mogoče zdaj ne bi. Ampak, če pogledamo zdaj dejansko to statistiko, kaj ljudje čutijo, kaj ljudje vedo, koliko so sploh zainteresirani, kakšno potrebo imajo, da se sploh spustijo v to področje, imamo videti dejansko minimalno, še vedno precej visoko, ampak minimalno tisto odzivnost naše javne mase, ki je pravzaprav pogojena s tem, da mi stroki verjamemo. Sam ne ločimo njihovo stroko od naše stroke, kar so zadnjič govorila. Naša stroka je tukaj eksplicitna, naša stroka ima dokazno gradivo, naša stroka pove, ima raziskave, je primarno zdravstvo temelji na tem imunskem sistemu in vsi ti, ki pač povejo neke osnove, ki jih poznamo. To, kakšne snovi so noter, kaj je grafenoksid, kaj je trinksid in tako naprej, to so stvari, ki so jih nekako noter vrgli s nekim svojim ciljem in tudi vemo, da so noter, zdaj vemo, da so noter. Ampak zelo zanimivo, da testna palčka ima to isto vsebino, ki jo ima hrana. Hrano pokličemo, palčke pa še kar funkcionira. In ljudje to sprejmejo in to dejansko kar nekako sprejemamo in zdaj gruntajo, se bojo 2-krat cepali ali 3-krat oziroma testirali na teden, to jim je zdaj problem, ne pa, da je to sploh test. Kar se zdravja tiče, imam zate vprašanje, ti se srečuješ z ljudmi, takšnimi in drugačnimi, verjetno tudi na delovnem mestu. Po zakonu bi mogel delodajalec predstaviti vsak zdravstveni ukrep zaposlenim in sicer po zakonu pomeni, da je tam pride strokovnjak, ki predstavi recimo zdaj pri palčkah, ker si pač palčko omenil, zdravstveni delavec predstavi palčko, kaj je v tej palčki, zakaj se uporablja, kako se uporablja palčka in zakaj je dobro to testirati. Hkrati potem recimo za cepivo ali pa za masko, zakaj je dobro masko nositi in zakaj ne. In jaz sem se pozanimal pri delavcih, ki so zaposleni v večjih podjetjih, ali so to predstavitev imeli, ki po zakonu mora biti. Niso imeli in zanima me, na kakšni pravni podlagi, recimo, če smo zdaj na pravni podlagi v zvezi z zdravjem, lahko delodajalec potem zahteva in celo sankcionira delavca z odpovedjo, z ne vem kakšne sankcije, ali pa to, da ga da na čakanje, ker pač ne more brez testa v službo, ker ga varnostnik ne pusti. Kakšen je to proces, potem, ki se pri ljudeh dogaja na duhovnem, psihičnem, dušnem in potem seveda tudi na fizičnem nivoju pri vseh teh ljudeh? Zakaj meniš, da delodajalci kršijo zakon ravno tle, pri pojasnilnem postopku, ki bi mogel biti? Pojasnilnega postopka tudi pri drugih stvarih ni, ker bi tudi morali biti, pa vemo, da sem pa tja so, ampak dejansko tukaj zdaj nastopa neko novo poglavje, ker nihče nima izkušenj na tem področju. Druga zadeva, to so odloki, ki so v agendi. Agenda tako ne upošteva nobenega zakona, agenda gre v svoj cilj z glavo skozi, kar smo že rekla, in to je očitno po vseh državah dejansko. In ko gledamo ta cilj njih, oni dejansko samo kljukajo svoje cilje.
Dejstvo pa je, ne, da imamo njihov vrh, njihovo taktično operativno področje in operativno področje. In zdaj, v tem operativnem področju je bolj, da si ti terorist do svojega otroka kot oni, je bolj, da je direktor terorist nad njimi kot oni, ker oni so skriti tukaj. Ne. Vlada je tudi tle skrita, nek odlok je, ki nima nobene pravne osnove in to po celem svetu ugotavljajo, zdaj pripravljajo te tožbe, pripravljajo te mednarodne zadeve, ki tečejo zaradi odnosa. Pravno nisem doma na tem področju, ampak zaradi odnosa, ki mi je prikrajšen, ki mi je rušen, ki mi je onemogočen, je pa to moja pravica in moja dolžnost. Zaradi tega odnosa zdaj ljudje iščejo, primerjajo in so neizprosni do tega, da želijo, ne bom rekel resnico, ker vprašanje je zdaj, kaj je tukaj resnica. Ne? Mogoče je resnica nekaj vmes, ne vem. Ampak to, kar moja vest čuti, je pa resnica. Ker to tvoja vest tudi čuti. In vsak, kdo je med nami in kjerkoli se nahaja, vest ima isti izvor, isto čutenje. Ne ubijaj, ne škoduj drugim. To je osnova. Če imamo mi nekoga, ki pa to počne, je nekaj hudo narobe. Če mi vemo, da so te kovine noter, da je recimo Japonska odpoklicala, zakaj druge države niso? Se gre za isto firmo, gre za iste vsebine, gre za raziskavo, ki je nekje dokazana, nekje ni, koprsko sodišče recimo nekaj dokaže, ostali so tiho po Sloveniji. Tukaj se zdaj treba vprašati, kaj za Boga ne štima, ker nekaj ne štima. In ko so ljudje taki, da zdaj pa malo iščejo, malo se poglobijo, po drugi strani so tudi bolj detaljni, si zapišijo, tožijo, se spuščajo v neka področja, tisti trenutek pa nekomu prpadela po domače. In ta refleksija tega je pa strašanska aroganca, strašanska agresija, še hujše zapiranje, zdaj bo, ne vem, na vse to bo mogoče še dejansko neko vojno stanje, ker pa prekličajo vse zakone in potem naredijo, kar hočejo. Se ti zdi, da je... To že počasno poveduje. Ja, vem. Se ti zdi, da je morda vzgoja, bom rekel, zadnjih reša 30 let, no? Če vzameva tukaj zdaj od osamosvojitve Slovenije, a ne? Mi je zanimivo, ker sem bral iz leta 1995 ali 96 sem bral zdravstveno strategijo Republike Slovenije. To je strategija, ki je v uradnem listu, vsak lahko dostopa do nje. In ko sem prebiral stvari noter v odnosu do zdravja, je v agendi povedano, kaj in kako morajo izobraževati zdravnike, katere ustanove morajo država ustanoviti, da se bo ta mreža čim bolj razširila, da bo potem v neki pripravljenosti na nek virus, na neko dejanje država pripravljena reagirati. Ali se ti zdi, da je tukaj v tej agendi, jaz sem jo sicer bral, zdaj sem ti povedal, da sem jo prebral, se ti zdi, da je ta vzgoja že vnaprej narejena, da potem ljudje se prepuščamo neki stroki, smo poslušni, verjamemo in nam s tem dejansko zaprejo tisti ventilček, ko ti rečeš, jaz bi pa to zdaj rad sam raziskal. Se dejansko nimaš praktično potem v tej masi, ki je prijetne. Kako bi te ljudem svetoval, zdaj recimo nas je v Sloveniji kar precej, ki nekaj raziskujemo. Pa ne to, kakor sem jaz mislil, a ne? In nas imenujejo recimo anticepilce, kar je zelo neprijetno ime, anticepilc, zakaj bi jaz bil anti? Jaz raziskujem, recimo dejstva, da če se bom cepil, želim vedeti, kaj je not, ampak ne pridem do informacij, a ne? Hvala dr. Nadi Hiti, da je vsaj nekaj povedala, ali pa nekim drugim strokovnjakom, na katere se lahko preš in zaupaš, ampak v odnosu do zdravja mislim, da je vzgoja do zdravja tle že v agendi peljana 30 let v nas. Kakšen bi... Več. Kaj bi ljudem, recimo, ki naj jo zdaj poslušajo, ker so tudi ljudje, ki so cepljeni, ki so se dali pregovoriti, prepričati, kaj bi takšnim ljudem povedal, kje naj iščejo, kako naj se ravnajo? Dve zadeve bi zdaj na tole, tukaj odprl. Tiste, ki so zadnjič povedali, bi mogoče ob tem primeru bilo zdaj idealno ponoviti. Oni vedno naredijo problem in takoj ponujajo rešitev. Torej, mi smo zdaj v njihovi rešitvi, ampak mi moramo prehiteti njihovo rešitev pa dati svojo. Bravo. To se mora zdaj zgoditi. To sem tudi zapisal, da se mora ta rešitev ponuditi takoj in se jo tudi sprejeti, predno bojo oni svojo. Tle moramo mi odreagirati, ni iti na cesto pa rešiti. Ne, treba je koncept narediti, združenje narediti in na to odreagirati. To je ena zadeva. Druga zadeva je tudi to, da vedno polirajo
Oni naredijo pole, najmanj 2 pola, da se lahko med sabo klofajo. To so bili Levi, komunisti, desni. pa fašisti, to so vse oni ustvarjali. To so oni ustvarjali, če spremljamo zgodovino, gledamo vse zapise, to je vse njihovo. To so ustvarjali populariteto, oni so tudi Lenina pripeljali, da je naredil svoj cirkus gor in tako naprej. Kdo to spremlja, pač ve, zakaj gre. Oni imajo scenarij doteran do konca. In tudi tukaj gre recimo za to, da oni etiketirajo. Oni so dali ime našim strokovnjakom, ne njihovim, našim strokovnjakom, tej javni, da so oni pravzaprav teoretiki zarot. To je njihov pojem, to ni naš. Ampak mi smo ga sprejeli, dajmo ga črtati, ne obstaja več. Sploh njihovo terminologijo dajmo črtati, ker ti trenutek, ko črtamo njihovo terminologijo, imamo svojo zavestno, sploh ne upoštevamo njihovo. In to, kar si rekel, anticepilc, to je njihova etiketa. In mi se zdaj borimo, da bomo dopovedovali, da nismo, pa ne pišejo, kar hočejo. Mene ne zanima, kako me boš etiketiral. Jaz to čutim in zaradi tega to povem, ker me vest tera z mano, pa lahko delaš, kar hočeš. Tretja zadeva, ki bi mogoče tukaj doteral do tega, kar se sprašuješ, kako bi v danem trenutku bilo smiselno odreagirati, dajmo samo eno stvar pogledati, lahko iz svojih izkušenj povem. Cirka tam nekje 93. leta do 95. leta smo imeli obdobje, ker smo z umirajočimi ljudmi delali še v domu, v hiši, v stanovanju, nismo ga tako hitro odplaknili od sebe. Kot bolnika, kot umirajočega, kot človeka s posebnimi potrebami, ker ga je treba spremljati, ker mu je treba nuditi, ker najrajši je tak človek v svojem okolju, da se razumemo, doma. To, kar je bilo do 90-ih let, vemo, da so ljudje doma umirali in so bili tudi doma, dejansko ostali v svojih družinah in se je vedno nekdo najdel. Ne, zdaj imamo pa službo, zdaj pa ne moramo, nimamo časa, zdaj ne moramo otroke čuvati, ker jih imamo v vrtcu, ne moramo to, ne moramo ono, pa otroke treba perati na ne vem koliko še aktivnosti in tako naprej, cel dan imamo nekaj, da ne rečem kaj. To nam je bolj pomembno kot odnos do tega človeka, ker tega človeka bomo dali v dom starejših, kar je norost, ne, ali pa nek hospic in tako naprej. Ampak znebiti se ga, ker nimamo časa za njega, tudi malo časa imamo za obisk teh ljudi, nekateri vsaka čast čutijo to, ampak tisti, ki zelo čutijo, tudi nekako poskrbijo, da je ta človek kakor toliko v domačem okolju, razen če mu ne potrebuje nujno paliativno skrb in tako naprej. Skratka, to je izkušnja, ker se pa zdaj kaže, da po 90. letu, vse bolj proti danes, smo dejansko na tem, da mi odrivamo te zadeve. Tudi svoj vzrok, recimo, odnos do bolezni, odnos do zdravja je tak, da smo mi zdaj že navajeni po vzorcu odriniti problem. Daj mi čarobno palčko, daj mi čarobno tabletko, da bo nehal boleti. Pa je pa vse v redu. In hodim v službo, se mi zadeva zakomplicira čez nekaj časa, pa zdravnik reče, lejte, če ste zdaj eno vzel, dajte zdaj 2 tabletke vzeti, pa bo boljši. Ampak problem še vedno ostaja. Bolečina je še vedno, sklep te še vedno boli in se še bolj obrablja, sam ne boli. Ne. Dobiš blokado v hrbtenico, te ne boli, super, lej, delaš še vedno, trajbaš še vedno svoje, drmaš tisto svojo hrbtenico in jo poškoduješ še do amena. Ampak zakaj se nihče ne ukvarja s tem, kako bo zdaj problem rešil? Zato, ker je bolj enostavno, cenejše, po drugi strani pa zelo drago, strahotno drage aparature, ki ti to ugotavljajo, da ti na koncu butnejo tisto blokado, kar je tudi dejansko rešitev za nekaj časa, ne reči, da ne, ampak kje so vzroki, kje je zdravljenje? To je tisto mogoče, če sem zadev ta odgovor. Treba se zavedati, da mi pravzaprav povzimo vse bolj stran od sebe, ker nas zmanipulirajo do te mere, da mi nasedemo na to zgodbo in nimamo časa za sebe. To je izgovor, to je tak čudovit izgovor, le ni časa. Moram iti v službo. Po 2 dneh hudih bolečin gospa gre v službo. Zakaj? Je dražjo službo izgubila, ampak sam močno protibolečinsko. Da ne govorimo, kaj v službi delati protibolečinsko. Na kakšnem delovnem mestu, v kakšni nevarnosti se izpostavlja, to je druga zgodba. To nobenega več ne zanima. Ker bo spet v prometu, ko bo farmacija svoja služila na njenih dodatnih posledicah. Ne? Žal. In o tem zelo malo govorimo, o tem se zelo malo ve. Ja. Mi smo znotraj projekta... Zdravimo posledice, ne pa vzrokov. Tako, skoraj 30 let govorimo o tem, ampak samo o tem govorimo že 30 let. Ali misliš, da lahko vzroku vseh teh koronavirusov injekcija pozdravi? Ja, vlada tako trdi. Ja, ne, mi bomo precepljeni. Agenda tako trdi. Ne? Vlada, čakaj, zdaj smo pri vladi. Vlada je pa tista, ki to speljuje. Tako, in zdaj, če bomo mi precepljeni, se bo življenje normaliziralo, a ne? Nova normalnost bo postala stara normalnost, kar v resnici ni res.
ugotavljamo, da morajo tisti ljudje, ki so se cepili, se cepiti še enkrat, pa še enkrat, pa že petič, pa šestič, potem morajo lih tako se testirati, lih tako ne vem, kaj virus prenašajo. Kako bi ti to definiral, se pravi to, jaz bom temu rekel, dosti neodgovorno projeciranje vlade vsega tega narisanega virusa, ki se vrti pač na RTV Slovenija ali pa Pop TV, po vseh svetovnih medijih se vrti virus, ki ne obstaja, takšen kot je, in nas preprečuje, naj se damo cepiti. Jaz vem, da je v ozadju agenda, ampak kako ljudem dopovedati in kako se zoprstaviti tem ljudem, ki so nastavljeni in ki nas terajo to in prisiljujejo in posiljujejo na en tak perfiden, podtalen način. Kaj tle narediti za zdravje naše, kako se vzpostaviti? Prvo, jaz bi, to sem že nekajkrat povedal tudi v drugih krogih, tisti, ki do zdaj niso reagirali, tisti, ki se jim do zdaj zdi zadeva popolnoma normalna in dejansko zaupajo njihovi stroki, še enkrat počrtam njihovi stroki, ne to počnejo še naprej. Njih ne moramo prepričati, oziroma nimajo niti potrebe potem. In če jaz govorim s človekom, ki nima potrebe, potem kaj bi se sploh njim ukvarjal? To je tisto, kar rečejo. Če nisi toliko, da si sam sebe srečal, pa da imaš neko odgovornost za sebe, pomagaj si sam in Bog te bo pomagal. Zdaj, tisti, ki se trudijo, iščejo in se mučijo v tem, da pridejo do neke informacije, kolikor toliko primerljive, ker vsakemu sem še do zdaj rekel, ne sprejemati mojo odločitev. Jaz ti svetoval ne bom nič. Svetoval ti bom samo to, pridi do informacije, ene in druge, loči informacijo njihovo pa našo, loči medije njihove pa naše, loči stroko njihovo pa našo, poglej, kdo ti dokazne gradiva daje, kdo ti sploh daje dokazno gradivo, kdo ne, kdo ima pravno osnovo, kdo jo nima, kdo ima karkoli v roko zaprijet, kar je konkretno in zdaj se ti odloči, kaj čutiš. In če čutiš njihovo, pejt po njihovi poti. Zakaj bi se sploh ukvarjal s tem? Ti se odloči, ti se malo muči, pa da malo priti do tega, ker tudi to, kar ti pošlješ ljudem, kar je prišlo do mene, določeni člani so veseli, da dobijo obrazec, ampak sploh ne preberejo navodile. Oni gledajo obrazec, to je njegova rešitev, on je prišel po rešitev, ne ve pa, kaj s tem početi. On bo to raje vprašal nekoga, kako zdaj s tem delati, ker se mu ne da niti to prebrati, ker nima časa. Tako da, tukaj se jaz ne bi preveč ukvarjal s tistimi, ki hočejo pa nočejo. Druga zadeva je, jaz se tudi toliko ne bi z agendo ukvarjal, ampak bi svoj koncept realiziral. In tudi tukaj recimo samo izobraževanje, to, kar je zdaj šolanje doma, ne od doma, ampak doma, na domu. Ja. Tukaj se zdaj že postavljajo določeni koncepti, ampak to njim ne odgovarja. Oni že gruntajo, da bodo spremenili zakonodajo. Ker to jim ne odgovarja. In se je tudi eden od teh ravnateljev sprašal, kdo je tenor. Sprašujem te, rekel si, spremenili zakonodajo. Kako bodo spremenili zakonodajo, če zakon sploh ne velja? Ja, se tudi države ni. Prvo kot prvo sploh države nimamo. Okay. Ustava je toliko veljavna, kolikor imamo zdaj nekega odziva, ampak še vedno gazijo. Na podlagi česa lahko potem nekoga sankcionirajo? Zdaj ta hip, ko velja siva cona, ko ne velja zakon, jaz vidim za njih, za to agendo so odloki, trenutno zakon, ki je daleč od tega, na tem so dejansko morajo biti zakoni in ustava in še tudi druge stvari, mednarodne pogodbe, ki so, ampak se ne držijo tega. Jaz se stavil popolnoma strinjam, sem dejstvo je pa nekaj. Gledamo Avstralijo, pretepanje ljudi, aretacija ljudi, matletiranje ljudi, zapiranje ljudi, to se dogaja. Kljub temu, da je to protizakonito, kljub temu, da vsi vemo, da je to izmišljeno, kljub temu, da ta Švab še vedno drma svoje, debilni Gates še vedno dela svoje, skratka, še so naše, njihova stroka to spoštuje, mi poveličujemo te osebe in predvsem naše mase sodeluje pri tem. Zato, ker pojma nimajo sploh, zakaj gre. Zato, ker se niso niti informirali, ker nimajo časa. In znotraj tega imam jaz občutek, da se bo tukaj zgodilo to, da bo masa prerasla to kritično maso, ki je trenutno aktivna naša masa. In tega jih je strah. Ne govorimo o vojni, ne govorimo o agresiji, govorimo o zavesti. Še enkrat bi ponovil tisto, kar so se zadnjič pogovarjali o odnosu do sebe. Oni se hranijo z našo zavestjo. Kaj to pomeni? Oni morajo, tako funkcionirajo, in to je zapisano tudi v agendi, oni morajo toliko ustrahovati ljudi,
da so non-stop v strahu, ker tisti trenutek, ko so v strahu, v skrbi, v jezi, žalosti, pohlepu, v tej situaciji so oni odsotni. Ko smo rekli, ko si ti odsoten, si brez energije. Ko si ti brez energije, se ti on naseli in te manipulira, kolikor želi. Oni želijo dejansko, ker smo v odnosu do zdravja, nas posodobiti. Mi smo leni, preveč komod, mi hočemo uživati, nekoristni smo in oni hočejo še iz tistega malka nas bo ustvariti hiperčloveka in ustvariti bolj produktivno žival dejansko, ne, pa čim manj čutno. In zdaj, kaj se zgodi? Ko smo mi prisotni, ko mi dosežemo stopnjo prisotnosti, nas oni ne zaznajo. Oni ne morejo do nas priti in dejansko je edino varovalo je čim bolj globoka prisotnost, čim bolj prisoten biti, čim manj se zhakljati v te drugačne zadeve. In takrat dejansko smo mi za njih strup. Se ti zdi, da je v tem... Če dovoliš samo en stavek še. Okay, ja. Če ti odsotnosti ne morejo doseči, ker je še vedno precej ljudi prisotnih, Ja. so oni dejansko znotraj te agende spet, to so zdravniki, tako kot je bil Mengele tudi vrhunski zdravnik, da ne bo nekdo rekel, da ne priznamo stroke. Priznamo stroke, sem vprašanje, kaj počne ta stroka. Mengele je bil vrhunski strokovnjak in njegova svita, ne. Ampak gre za to, da so oni dejansko prišli do adrenokroma, to je pa na otroku, ne bi vzel adrenokromu, ker nimamo časa za to, ampak ne si ljudje poiščejo, če hočejo. Adrenokrom je zdaj tista njihova hrana, to je pa dejansko zavest. Ne? In zakaj oni uživajo kri? Kaj je naša kri? Naša kri je sedež zavesti. Če imamo yin yang, levo, desno, gor, dol, moški, ženska, dan, noč in tako naprej, mi imamo kri, ni voda, kri, zavest. Zato kri ne moramo narediti, lahko strukturo poznamo krvi, samo naša zavest je v krvi. Zato je krvodajalstvo pomembno. In ta zavest, če te zavesti ni levkemija, ne, ker v trenutku postane kri skoraj neuporabna. Ne. Mi moramo vrniti zavest v kri, da postane kri aktivna in to zavest oni črpajo in jo žrejo in to so dejansko te kanibalne in ostale fore. In ta odnos do zdravja imajo oni prilagojeni tako, da je za njihovo dobro človek dejansko samo služba in hrana. To je treba vedeti. Ne? Hotel sem te vprašati sledeče, glede na to, da je Rimokatoliška cerkev 2000 let dajala, pustiva lažno, resnično, kakršnokoli, preprostim ljudem upanje. Ljudje so pač prišli v cerkev, so verjeli, ta vera je marsikoga tudi rešila, marsikoga pokopala, vzemimo kakorkoli že, ampak ljudje so imeli so en prostor, kjer so prišli po duhovno hrano, po duhovno uteho, prišli so izpovedati svoje težave, duhovnikov kakorkoli že. Dejstvo je, da se je danes vse to izrodilo. Vsi to vemo. Država kot sama, taka je do nas zelo mačehovska. Zdravstvo je padlo. Povedal si, da moramo v sebi nositi in ohranjati tisto luč in resnico, ki nas bo ohranjala same seboj, da bomo zdravi in da bomo prisebni. Povej, ali imaš kakšno idejo, kakšno možnost ljudem svetovati, kje najdete iz vsega tega, kar se zdaj odkriva v korona času, izhod, kam se obesiti, kje iskati rešitev, ali je to v sebi, ali je možno kje še najdeti kaj iz sebe, ali so to samo odnosi, če lahko nam okrog tega kaj. Prvič mora sploh biti potreba, da nekdo želi ta cilj, ki si ga zdaj postavil. Prvič mora biti potreba, ne moreš nekoga siliti, da bo to naredil, zato danes ne moramo siliti ljudi, da se odločijo. Jaz pravim, vsak ima neko svojo fazo v življenju, a se on lahko odloča, a ne vprašanje, koliko je on imel stika sam s sabo. Zdaj pa tisto, kar si prej rekel, cerkev, zdravstvo, šolstvo, ne vem, tudi razni krožki, trenerji in tako naprej. Povsod gre za to, da imamo mi prisotne in odsotne. Imamo take ljudi, ki vzdržujejo prisotnost in take, ki se jim fučka, ne? Ker ima nekaj drugega pomembnega, med duhovniki je to, med zdravniki je to. In imamo ljudi, ki so srčno, prisotno pri stvari in so tam zaradi tega svojega poslanstva. Duhovnike jaz poznam kar nekaj ljudi, ki so krasni ljudje, ampak oni so v konfliktu s svojo matično bazo, ker kot tok prisoten striže s cilji, ki so v agendi. Medicinc, ki je
toliko odprt do človeka, da si vzame za človeka 15-20 minut časa, bo hitro dobil kritiko, ki nima tistega normativa. Nima 7 minut na pacienta in dobri zdravniki imajo ful problem, ker so bili na naših predavanjih in to povejo. Ko gledamo določene trenerje, ko gledamo določene ljudi, ki se ukvarjajo tudi z mlajšimi, tam ti moraš imeti potrpežljivost, poslušati, biti čuječen in otroci sami povejo, kdo je dober, kdo ni dober. Samo otroka ne poslušamo. Jaz sem hodil v glasbeno šolo, me je teroriziral en profesor, ki je bil res, mislim, vse preko profesor, in sem izsilil, da so me dali neki profesorci, ker sem jaz tako užival, da se to sploh ne da povedati. Isti predmet, iste stvari, isti inštrument, vse, ampak pristop, odnos, srčnost, meni gre kar dlake po koncu, poglej. Ja. To je to. Ja, to je to. In potem me ne pripričuje, da je en tak pa en tak. Ne, gremo iskati tiste ljudi, ki jih čutimo. In predvsem mislim, da je danes v tem trenutku pomembno, da se znebimo ljudi, ki so naši zajedavci. Pijavke. Pijavke. Zdaj, kako jih imenujemo, to je druga stvar. Ampak veste, ko pride, to bi mogoče vsem povedal, ko ti pride na obisk nekdo, kako me čakaš, da gre, mu je treba to povedati. Ko me je za rojstni dan ponesel človek, darilo sem ga vrgel v koš za smeti vpričal njega, ker se neko nese zafrkavati, bod iskren pa povej, kaj želiš. Ampak to je treba narediti. To je treba se izraziti. No, Ker če se ne izražamo, ne sam misliti, ampak tudi to povedati. narediti. Ker danes je to, mislijo vsi. Vse mogoče tisti, ki sedijo danes v fotelju in gledajo televizijo, si mislijo, čisto ok, sam čakajo, da bo nekdo drug nekaj naredil namesto njega. Ne? Zakaj? Ker je to bolj udobno. Ne? Teh je bilo vedno dosti. Ne? Ampak mislim, da je treba danes nekaj narediti, ker v tej finalni fazi njihovi nimamo več preveč časa. Evo, in čas se izteka, samo še zaključno vprašanje. Prejšnji teden sva bila tukaj, danes je spet sobota, ali se tudi tebi zdi, da se čas v korona času vrti hitreje? Ja, vse aktivnosti so se zgostile, ker tudi tako je. Ne? Mogoče si imel neko življenjsko vprašanje v enem mesecu, da si malo razčiščeval, pa da si kaj prebral. Ja. Danes smo po življenjskih vprašanj, življenjsko pomembnih vprašanj, življenjsko pomembnih, govorim zdaj o zdravju, o informacijah, tisti, ki želijo, pač priti do informacije in ki skrbijo za svojega otroka, ki so nekako v stiku s temi anomalijami v sistemu, te ljudi imajo veliko pravka. Njihov delovni čas oziroma njihov dan se konča ob 1-2 zjutraj. Ker se ukvarjajo in jim zmanjka časa, to je ta zgoščenost. Ne? Kako bi ti teh 7 minut pri zdravniku podaljšal na 15 v korona času? Je kakšen recept? Recept bi bil ta, da vsi zdravniki, ki delajo po vesti, to zahtevajo v sistemu. Ker oni se morajo tudi odločiti, ne da štrajkajo za višjo plačo, da štrajkajo za več časa za ukvarjanje s človekom. Je veliko zdravnikov, ki to želijo, ampak sistem jih je stisnil in mi moramo vedeti, da je sistem tisti, ki je stiskal, ampak mi nismo tukaj stali ob strani. Mi nismo na to naredili nič. Mogoče bi mi morali takrat, ko se to dogaja, ko se ta normativ postavlja tako, kot za kumare, pa za korenje, ko so nam kaliber rekli, kakšna mora biti kumara, kakšna mora biti. Se spomnite tega, to je bilo noro. Smo mi rekli, ne, to pa ne. Pa so rekli, sosedu ne smeš pomagati brez tiste. Ja. Pa nismo takrat nič naredili. Ampak sosedu ne pomagati v teh situacijah, v teh časih, je pa omejitev, ki je zelo huda. Mi smo sprejeli takrat neko zadevo, ki je povozila marsikaj. Se pravi, upoštevamo svojo vest, bodimo prisebni, dajmo čas tam, kjer smo ljudje in mislim, da če rastemo skupaj s to vestjo, s to zavestjo, s tem spoznanjem, da smo prisebni v vsakem trenutku in če pride trenutek, da bi nas to od sebe odpeljalo v nek drug svet, se splača ustaviti, ta svet eliminirati, zožiti in se srečati z srčnimi ljudmi, ki jih imamo okrog sebe, če jih imamo. Tako. Ker tisti, ki jih nimajo, bojo zdaj videli, kaj to pomeni. Ja. To je podobno kot pri hudoh, bolnih in umirajočih, ki se morajo odločiti za primarnega skrbnika. To je. Če ga nimajo, tisti trenutek ga ne morejo iskati. Ti v življenju ustvarjaš odnos, ko ti bo na koncu nekdo odločil o tvojem življenju, ko si nesposoben, da se bo odločil, a te bo oživljal, a te bo hranil, kaj boš prenesel nekomu, da se bo odločil namesto tebe. In je ogromno ljudi, ki za primarnega skrbnika ali ga nimajo, ali pa... Se pravi, poskrbimo zase najprej, poskrbimo za svoje najbližje srčne ljudi,
In s to mislijo bi potem to uro z velikim veseljem Pa tudi čas je malo. zaključil. Ja. Emiliana želi besedo za svojih 5 minut. Okay. Najlepša Hvala hvala. lepa. Z dovoljenjem bomo ti odstopila. Hvala. Kar se tiče ploskanja, vsi tisti, ki so na Zoomu in ki nas spremljajo na YouTubu, je zelo boleče za ušesa, tako da odsvetujem ploskanje. Okej, ampak- Prav, hvala lepa, lahko pa tako pomahate, to je pa sprejemljivo, super. Izvoli, Okej. Emiliana. Hvala, Mikael, za opombo. Ja, Ja. Jaz se zahvaljujem za to resnično lepo, dobro, zelo koristno predavanje. Bi pa rada povedala, glede na to, da je omenjal glede umirajočih, imam izkustvo z moževo babico. Čakali so, da bo odšla, bila je v velikih bolečinah, zelo velikih. In čakali so zdravnika, da ji prinese morfij. Imela je to srečo, da ima čudovito mamo in čudovito hčerko, ki je lahko bila ob njej. Vendar jaz, ko sem prišla se posloviti od babice, mojega moža, sem čutila tisto čakanje smrti. In to me je zelo zabolelo. Zato, ker smrt je odsotnost ljubezni. Smrt je odsotnost življenja. In sta dve vrsti smrti. Ena smrt je, da odhajamo v bolečinah, nespravljeni s svojo dušo in svojim duhom, odrezani od Boga in odvisni smo od morfija, od zdravil, od svojcev, ki na en način z nami trpijo in nam ne morejo pomagati. In takrat, ko sem stopila v to sobo, ko je babica od mojega moža v bistvu odhajala, okrog nje so bili ljudje že v črnem. Prisotnost čakanja smrti je bila neverjetna, boleča in moteča. In glede na to, da sem vam že večkrat povedala, da sem učenka od Jezusa Kristusa. In sem kot učenka tudi prišla k tej babici, da se poslovim, ker je bila za mene čudovita ženska. Ker precej let je imela. Vendar sem se spomnila, da je nosila v sebi veliko bolečino. Njenega sina so namreč po koncu vojne kot domobranca v gozdu umorili. Jaz poznam to bolečino, kako se mati počuti, ko ne gleda več svojega fizičnega otroka. Vendar ima z njim nek kontakt, ki je večen, ki se ga ne da zbrisati. In glede na to, da sem se spomnila na to njeno zgodbo, bolečo, sem jo pobožala, ni mogla več govoriti. In sem jo vprašala, ste odpustili ubijalcu vašega sina? Njene oči so še govorile. Pogledala me je s tako bolečino, da me je srce resnično zaskelelo. In ker vem, da je verna, sem jo vprašala, babica, ste pripravljena odpustiti morilcem vašega sina, da ta bolečina ne bo šla z vami preko tančice, da boste svobodna od te bolečine, svobodna od te sodbe. In zaprla je oči, ker je zame pomenilo da. In pomolila sem na glas, dragi Jezus, to bolečino, to neznosno veliko bolečino mame, ker so umorili sina po krivici, predajava tebi, ker si nam napisal v Svetem pismu preko svetih svojih apostolov, da vse bolečine lahko predamo tebi
Jezus Kristus, ker so bremena lažja, če jih predamo v Kristusovo zavest, v Kristusove poljane, višave, Bogu. In na glas sem molila. Sprejmi Jezus Kristus to mamino bolečino. Tebi jo darujemo. Kot sem jaz darovala sedaj v kuhinji, vse, ker ni bilo čisto v vodi. In vse čisto, tako kot sem darovala te obleke, ki sem jih včeraj imela pred RTV-jem, ko smo se borili za svobodo in resnico. Sem jih dala v pralni stroj, polikala, se stuširala lase in sem danes čista. Čeprav me je včerajšnji dogodek tudi mene presenetil. Zato, ker se zavzemam tudi jaz za resnico in za ljubezen. Tudi preko medijev, tukaj preko poročil. In ko sem danes gledala poročila od RTV Slovenije, jaz nisem mogla verjeti. Kaj so govorili? Mi smo njih napadali, oni so nas ignorirali. Oni so nas žalili, mi jih plačujemo. To je tako, kot da pridem v trgovino, plačam kruh in ga ne smem odnesti iz trgovine. To je nelogično. 3 mesece je gospod Troha prosil, da bi 5 minut mu dal oddaje, da bi povedal resnico, da bi Slovence ozavestil in povedal, tako kot je danes naš predavatelj tako lepo povedal, da se mi odločamo, kaj bomo pojedali, kaj bomo mislili, kaj bomo delali, kaj bomo govorili, kaj bomo v stanovanje prenesli, s kakšnim praškom bomo posodo pomivali, mimo grede, jaz jo pomivam s hladno vodo in s posebnimi krpami, brez praška že 6 let. In je čista. Statistika pravi, da v 30 letih samo čistila za posodo nekako pojemo skoraj 1 liter do 2 litra. In to je kemija, ki škoduje želodcu. Olje, ki ga mi jemo v solati, ne škoduje nam. Kemija pa škoduje. Kemija pa škoduje. In ko je moja babica, moževa babica, resnično odpustila med molitvijo, ko je to bolečino predala ljubezni, ko je bila svobodno odločena, da je odpustila, se je njeno obličje spremenilo v tako lep obraz. 3 solzice so potekle iz oči. Njeno telo se je umirilo. In čutila sem prisotnost svetih angelov, ki so njeno dušo odpeljali, ker je odpustila in se je za ljubezen in življenje odločila. Zato vem, da obstajata 2 vrsti smrti. Ena v bolečinah, ko ne odpustimo, in ena v ljubezni, ko vse odpustimo in lahko pristopimo prag tančice z ljubeznijo. To bi danes rekla in oprostite, če sem bila malo dolga, ker moje srce in moja duša želi govoriti resnico in ozavestiti vse vas ljudi, ki poslušate tole, da ne nasedete sodbam, ker sodba je padec od ljubezni. Odpuščanje je povezava z ljubeznijo. Hvala lepa. 3-krat si prekoločila čas, 5 minut na 15. Hvala lepa, pa bomo imeli pauzo malo krajšo, ker v poslednjih časih bomo ljudje živeli od božjih besed, ki prihajajo iz božjih ust, zato ker je ta hrana tudi zelo, zelo pomembna. In hvala lepa za teh 15 minut. Ja, se si jih sama vzela, iskrena hvala. Torej se vidimo potem, se pravi ob 18. uri se vidimo, a ne? Tako da zaenkrat pa hvala lepa za pozornost. Vmes pa lahko še kakšno rečete, kakšno zadevo koristno. Če ima kdo kakšno vprašanje, me lahko pa tudi pokliče, bom imel telefon s seboj za kakšno vprašanje. Hvala lepa.